Mario, živijo. Živijo, živijo. Evo, sva v kavčku in zaradi tega, da napolniva naše telo po dobrem treningu v feel goodu, rabimo dobre vire beljakovin. Treba pogledati, no, kaj nam lahko svetuješ. Ja, seveda, z veseljem. Evo, kot vire beljakovin, v enem izmed prejšnjih videov sem že govoril o tem, da imamo tako živalske kot rastlinske vire beljakovin. Če uporabljamo živalske vire beljakovin, potem definitivno tukaj na kakšnem prvem mestu bi izpostavil kakšna jajca, so meni osebno najljubša, najvrednejša, kakšno meso, proste pašne reje, kakšni mlečni izdelki iz ekološkega mleka, ribe definitivno, tudi konzervirani, noben problem. Po drugi strani so tu rastlinski viri beljakovin, kot jih imamo recimo tukaj. Kaj bi nam svetoval tu? Čičeriko? Če govorimo o rastlinskih virih beljakovin, potem definitivno svetujem na prvem mestu kakšno kvinojo, ki je kot kvinoje imamo tukaj terenski, ki je verjetno Kvinoja je tukaj? Evo, kvinojo imamo tukaj, mešano kvinojo, rdečo, črno, tudi navadno kvinojo. Lahko si vzamete mešanico ali podobno. Pripravlja se podobno kot, ne vem, kakšna osena kaša. V 15 minutah na blagem ognju je skuhana, zelo lahko prebavljiva, ne vsebuje glutena. Je primerna tako v sladkih kot v slanih receptih. Zakaj jo izpostavljam kot prvo? Ja, to je zato, ker vsebuje popoln spekter aminokislin, kot sem že omenil, in si na tem mestu zasluži to omembo, to izpostavo. Potem kakšne stročnice, stročnice so definitivno dober vir tudi beljakovin, kot so fižol, leča, čičerika, ter vse sorte so tu na drugem mestu. Potem o žitih bi ne rad govoril kot o nekem dobrem viru beljakovin, vsaj po naši filozofiji ne, ampak tudi recimo kakšna brezglutenska žita, kot je ajda, kot je proso, tudi kot riž lahko pašejo sem v to prehrano, definitivno pa ne kot vir beljakovin, lahko so zdraven, lahko se jih kombinira mešati s kakšnimi stročnicami, če pripravljamo kakšno takšno jed, da zmešamo skupaj kakšno kvinojo, kakšno stročnico, kakšno proso, kakšen riž pa fižol. To je ljubo v kakšni mehiški jedi in okusno seveda. Tako da te kombinacije so v rastlinskem svetu dobrodošle. Izpostavil bi kakšne rastlinske vire beljakovin tudi v prahu, lahko so to riževe beljakovine v prahu, beljakovine, mislim, da imate tudi riževe beljakovine v prahu. Seveda imamo. Imamo riževe, imamo konopljine. Konopljine beljakovine ter riževe beljakovine v prahu. Beljakovine v prahu so v splošnem zelo koristen in priporočljiv vir beljakovin za vegetarijance, zato, ker lahko na tak način dobijo dovolj beljakovin, kot sem omenil prej, da jih potrebujemo pri beljakovinah, ne potrebujemo neko količino in je težko pokriti dovolj te potrebe izključno s prehrano rastlinskega izvora, ker v osnovi telo te beljakovine izkorišča težje, se pravi, jih potrebujemo že v osnovi več, včasih enostavno težko pojesti dovolj fižola, ker nas že tako nasiti, ker je nasitno živilo. Tako potem po treningu, kot si rekel prej, lahko enostavno zmešamo tak beljakovinski pripravek z vodo in enostavno spijemo, pojemo zraven kakšno pest jagodiče ali pest oreškov, pol banane in je to lahko en tak regeneracijski napitek, kjer poskrbimo tako za obnovo naših poškodovanih mišic, kot dvignemo raven beljakovin v dnevu in omogočimo telesu uspešno regeneracijo. Hkrati pa potem kasneje pojemo naš obrok normalen. Beljakovine v prahu definitivno ima mesto. Na prvo mesto bi sicer postavil sirotkine beljakovine, tako iz kravje kot iz kozje ekološke sirotke. Definitivno pa tudi rastlinski viri beljakovin, če nekdo ni toleranten na laktozo ali pa če ima težavo z mlečnimi izdelki kot takšnimi, imajo rastlinski viri beljakovin tudi mesto v tej zgodbi. Omenil sem prej tudi živalske vire beljakovin, katerim definitivno jaz osebno raje. Omenil sem jajce, ki jih imam v osnovi najraje. Tukaj mislim, da smo že enkrat pokazali ekološka jajca z naših slovenskih kmetij, vedno na voljo, vedno dobrodošla in še eno stvar, ki jo vedno rad rečem, nikoli preveč. Prosim lepo, rumenjak naj vedno ostane del jajca. Če že mečete kaj stran, vržite stran rumenjak, če ga ne marate, rumenjak je ključen vir hranil. Tako da
cela jajca jesti, potem tukaj kakšno ekološko meso, ki ga imajo tudi tukaj, recimo, zakaj ekološko meso, ali pa vsaj meso kontroliranega porekla, ne? Zato, ker je velika razlika med mesom živali, ki se pase prosto, ne? In uživa naravno hrano, kot pa med tisto živaljo, ki je krmljena industrijsko za nenaravno hrano za njo. Ne? Pač nekako morate razumeti, da žival, krava, recimo, ne, naravna hrana za njo je trava, ne koruza oziroma soja, in definitivno taka hrana bo vplivala na integriteto njenega mesa. Tako da, ko govorimo o živalskem produktu, splošno, ko govorimo o hrani, jaz rad izpostavim ta naš feel good zakon, da je lahko hrana vredna in zdrava, le toliko, koliko je bil zdrav vir njene hrane. Me razumete? Ne? Se pravi, če govorimo o živalskih produktih, pa naj si bodo to jajca ali meso ali ribe, potem je lahko ta hrana zdrava, le toliko, koliko je bila zdrava hrana za žival. Ne? In obratno, če govorimo o rastlinskem svetu, je lahko plitva ali špinača zdrava, le toliko, koliko je bila zdrava zemlja, iz katere je zrasla. Ne? Ima smisel to, ne? Tako da bodimo pozorni na to. Okay? Hvala lepa za te dobre nasvete. Prosim, seveda.